440 ravnateljev se je na predavanjih podrobneje seznanilo z vprašanji pristopov k poučevanju v 21. stoletju in pregledalo zasnove načrtov in usposabljanj za prihajajoče šolsko leto. Zagotovo na vsebinskem delu se bo za področje predšolske vzgoje oziroma prve triade odprlo strokovno vprašanje v zvezi s prehodom iz vrtca v šolo. Pogovarjali se bomo o konceptu razširjenega programa, glede na to, da se nam v tem delu prepletajo vsebine različnih do sedaj postavljenih elementov šolskega programa, če govorimo o podaljšanem bivanju, interesnih dejavnostih, izbirnih predmetih. Na področju gimnazijskega programa bomo z ravnatelji prediskutirali koncept spremembe v gimnazijskem programu, za katero pričakujemo, da bo ob koncu tega koledarskega leta pripravljena tudi za obravnavo na Strokovnem svetu Republike Slovenije. Z ravnatelji poklicnih in strokovnih šol pa bomo imeli diskusijo o uvajanju vajeništva. Prenova gimnazijskega programa bi vsebovala sprostitev tedenske zaveze za izvajanje števila ur posameznih predmetov na letno raven. Pri izbirnih urah pa želijo vnesti elemente inovativnega učnega okolja. To pomeni, da bi poskušali program vendarle bolj približati dijakom in prenoviti nekatere vsebine, tudi struktura, torej s premakljivimi predmeti ali kot v stroki rečemo s fleksibilno organizacijo bo možno nekatere predmete tudi izvajati v drugačni obliki kot samo tako kot do sedaj 1 uro ali 2 uri tedensko skozi celo leto v vseh letih. Za osnovne šole je v javni razpravi koncept poučevanja drugega tujega jezika kot obveznega predmeta. Pri tem je seveda pomembna zakonska določitev o maksimalni učni obremenitvi učencev. V prvih razredih pa se že uvaja prvi tuj jezik. V letošnjem letu gre frontalno v uvajanje tuj jezik. Tu smo v preteklem letu izvajali, kjer je bilo postopno uvajanje v osnovni šoli, najprej prvo leto s 60 šolami, pa potem še z 90 šolami, zdaj ostane še 240 šol in tu zavod ponuja tudi podporo. In tudi organiziramo usposabljanje oziroma izobraževanje za učitelje, ki bodo prvič poučevali ta predmet. Na Zavodu za šolstvo pravijo, da so za vstop v novo šolsko leto dobro pripravljeni. Zagotovo pa se prvih septembrskih dni in ponovnega druženja z vrstniki veselijo tudi naši mladostniki.